Romeo in Julija sta bila v skrivni zvezi. Skupaj sta bila dober mesec, potem pa sta se sprla in razšla, saj je Julija izdala njeno skrivnost svoji najboljši prijateljici. Hej, Julija, dobil sem tvoje sporočilo. Romeo, tako zelo mi je žal. Vem, da mi ne želi časa, ampak hotela sem ti povedati, da mi je zelo žal za to, kar sem naredila in da bi le popravila, če bi lahko. Ja, res mi ni želi časa. Še vedno mislim na te in želim si, da bi mi dal še eno priložnost. Všeč si mi in vedno mi boš. A mi lahko odpustiš? Ja, lahko odpustiš. Navadi, sem mislila, da še moram že ubiti. Zakaj imaš pa tako okrogla ušesa in tako rjave oči in zakaj si nasplošno to velik? Kaj pa so? Jaz... Pozabila sem že, kako zgledaš. Tako sta se Romeo in Julija ponovno začela dobivati. Tokrat ne na skrivno, ampak javno. Naokoli sta hodila z roko v roki in vsem jasno pokazala, da sta skupaj. Vse je bilo dobro. Preživljala sta veliko časa drug z drugim. Hodila sta na zmenke in se po ure in ure pogovarjala preko telefona. Njun odnos ni bil nikoli boljši. Romeo, kako pa je tvoja babi? Moja babi? Ja, že dokaj niso obiskala, tako da sem to počela prej. Ja, veš, moja babi, zadnji čas je malo prelehna in mogoče... A daj, no, si hleba bo vesela, jaz jo ful pogrešam, prosim. Ne, ono. In tako sta šla obiskati Romeovo poletno babico v dom za upokojence. Dober dan, gospod Matej, kako ste kaj? Julija, tebe pa že dolgo nisem videla. Ja, no, zgledate pa kar v redu, drugač, tako Romeo je rekel, da ste bolni. Ja, ampak kot vidiš, je sliže dosti boljš in je v redu. No, Romeo, kako lahko, da si pripeljal še Julija s sabo takrat? Upam, da me boste zdaj večkrat obiskovala, tako kaj sta prej to počela. In res, takrat sta Romeo in Julija redno obiskovala babico. In prvič v življenju se je Julija zavedala, da Romeo sploh ne zveni kot Romeo. Imel je popolnoma drugačen glas. Pogovarjala se je s tujcem. Z njim je hodila več kot 3 mesece in komaj zdaj opazila, da je nekaj narobe. Oj, a se lahko bil v parku? Ja, pridem. Hej, Julija, greš mi se taj. Kaj je Romeo? Legel si mi. Legel? Ja, nisi Romeo. Ti sem Romeo. Ne, nisi. Ime je Romeo. Ja, ime ti je Romeo. Kako se pišeš? Se pišeš Montek? Ne, pišeš se Volk. Ti si Romeo Volk. Si Romeo, ampak ne moj Romeo. Tu bi si se pretvarjal, da si nekdo drug in me zabajal. Slišala sem govorice o tebi in zdaj vem, da
si res tak, si hudoben volk. Jep, res sem hudoben bom. In, če sem čisto iskren, jaz si res nisem mislil, da boš ti temu nasedla. Kako moraš biti zabita, da temu nasedeš? Tako sta se rekla. Volk je za Julija bil res hudoben. Kot se je skazalo, so bile govorice o njem res resnične. Zaradi njih ni imel nikoli prijateljev. Edino prijateljico, ki jo je imel, Julijo, je sedaj svojo kano izgubil. A vseeno je bil tam še nekdo, zato se je odločil, da bo to osebo obiskal. Naprej. Ej, babi. Rome, danes pa kar sam. Kje pa imaš Julijo? Ja, Julija me je pustila, na razni sva šla pred prejšnjo uro. Torej si povedal? Povedal? Svejšeno, ne? Ker sem slepa, pa še vsem vidim in slišam boljše kot nekateri ljudje. Verjetno nisi mislil, da ne bom opazila razlike, ampak čudno je bilo, ker sta k meni kar naenkrat začela prihajati. Dva, kot sta trdila, da sta mamuka. Edina razlika je bila ta, da je bil en moj vnuk samo porazil. Do mene si se obnašal boljš v zadnjih 3 mesecih, kot se je moj pravi vnuk do mene v njegovem celem življenju. Rada bi ti vrnila usluga in prevzela vloga tvoje babice. Verjetno si prišel k meni z razlogom. Kaj je narobe? Z Julijo sva bila že od mehkega prijatelja, meni je bila zmer všeč, ona je bila pa do mene dosti nesramna, se verjetno tega ne spomnim, ampak jaz se, to je zelo dobro. Ker sem dobil sporočilo, sem res mislil, da je bilo namenjen meni in ne drugemu Romeu, ker sem zvedel, da sporočilo ni prišlo do tizije, ki mu je bilo namenjen. Se nisem mogel pripraviti do tega, da bi povedal resnico in res je nisem hotel zgoditi. Ja, zakaj pa je nisi povedal? Lažje se je sam pretvarjati, da si to, kar pravijo ostali, da si kot pa da povedeš resnico. Zaradi tega, ker mi ni tek nekomu, da ga poslušam. Jaz sem te poslušala. Če ne probaš, ne boš nikoli vedel, kaj bi se lahko zgodil. Kaj pa lahko izgubiš? Viš kaj, imaš čisto prav. Zdaj bom klical Julijo, vprašal, če se dobiva in je vse povedal. In tako sta se Volk in Julija sestala, v upanju, da bi bila Julija pripravljena poslušati Volka. Julija, prosim, da vam mi da povedal pravici. Noče poslušati tvojih izgovora. Prosim, daj mi minuto mi daj. In tako je Volk obrazložil čisto vse. Od tega, kako so ga obsojali po krivem, s predsodki in lažmi, do tega, kako mu je žal, da tega ni že prej razčistil in se soočil z ljudmi, ki so ga želeli slišati. Romeo, tega vsega res nisem vedela. Verjela sem govoricam in nikoli sem te prisluhala. Nikoli te nisem poslušala, ali pa te sploh poskušala poslušati. A mi lahko odpustiš? Seveda, ti lahko odpustim.